Naši geni so kot nabita pištola. Vsi imamo tveganja, ampak okolje bo pa pritisnilo naš sprožilec. Okolje pa mi v veliki meri lahko kontroliramo. Teja Klančič. In kaj pa ti rada delala? Pa tako malej, odkar sem mala, bi rada študirala v tujini, nekaj, kar me res zanima, ampak enostavno ni možno, ker nimamo toliko denarja, ne, veš, in on je rekel, če bi delala ti 6 let, bi lahko šla. Ja, valjda. Ena od genov, ki je velikokrat okvarjen, gen za samomor. Če pride do okvare tega gena, ki bi mogel reči, it's time to go, pa imaš pa v nekih primerih pa raka. Ja. Tudi gibanje izrednega pomena. Jaz hočem širiti zdravje v pravem pomenu besede. In nas ne rabi biti strah, da ga bomo zgubili. Sam pač nekaj moramo narediti. Črevesne bakterije vplivajo na čist vsak aspekt tvojega zdravja. Mi izobražujemo imunski sistem v črevesju. Kaj pa preventivno človek lahko dela, recimo proti raku, a sploh lahko kaj? Preden greš gledat to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Da je kar malo tako, da si kle. Pač nerealno, veš, jaz sem gledala tvoj podcast s Saro, mislim, ful jih gledam, in ona tam tako razlaga, ne, pač, naredite vision board. In jaz ga v življenju nisem delala do te točke. Ne, in pol je imela še par teh Insta storyjev na to temo, kako ga začneš pisati, ker naredi vision board, meni je bilo vedno, pa kam zdaj ta seznam pisala, a ne. Ona pa reka, sam povejte, kako se radi počutili, a ne, na koncu, ob doseganju teh ciljev, a ne. In jaz tako, jaz bi rada, da se o črevesju govori na veliki skali, jaz bi bila rada gostja podcastov in tebe sem imela v mislih. Ne smem točiti po mis, ne? Lahko točiš. Okay. To se ne vsi. In pač tebe sem imela v mislih. Zakaj mene? Zato, ker je platforma, kjer te sliši veliko ljudi. A veš, ti imaš tudi tak podcaste, ki niso tako, malo bolj tako random, a veš, ti imaš goste, ki so profesionalci v svojem fieldu, a ne, ampak potem v bistvu tle govorijo tudi malo o življenjski poti, o problemih, ki so jih imeli na poti, a ne, in to je meni, enkrat si izjavil, jaz snemam podcaste za vaše sledilce, ne? In ta del je meni tako, se mi je usidral in sem rekla, jaz hočem iti Juretu, ampak nisem pričakovala po pol leta, veš, da se to kar manifestira, ne? Jaz sem pač, že ki me Ines povabila, mi je bilo ful veliko časta, ne, v njen podcast in da bom prva gostja in tako, Ines, si ziher, veš, a si ziher, ne, in je bil ful dober sprejet in sem rekla, jaz sem še zmeraj tebe, pač hotla iti k tebi na podcast in pol tako dobim message in jaz tako, zih je fake profil, ne? Ne, a veš, in pol kliknem na te, ne, in tako, ne, saj jaz mu sledim, saj ima vse polajkano, ne, in tako, Jure me je povabil, res nisem mogla verjeti, tako da ful hvala, no. Ja, hvala tebi, mislim, hvala mi je, ka me spomniš na te stvari, pa ka mi tako folk reče kakšne kvote iz podcastov in sem tako, to je ful dobro, ali, ka zelo random pridejo. In ta, ki si mi ga zdaj omenila, mi je zelo blizu, ker se mi zdi, da je to edini, mislim, ka enkrat preklopiš, da v bistvu je tvoj marketing lahko dajanje ljudema, ne? Zakaj bi jaz silil sebe v community oziroma skupnost, ki tebi zaupa? Torej, oni tebi zaupajo. In jaz sem se vprašal, kaj pa ti ne moreš narediti sama, kaj pa Teja ne more narediti sama, ne? Mogoče povedati svoje zgodbe na tak način, da jo en vpraša po njeni zgodbi. Mogoče ne more iti sama nekako v tematike, ki jih lahko jaz iz nje potegnem. In tako z vsemi razmišljamo, ne gosti. Tako, kako bi izgledal ta pogovor, če bi ga jaz delal samo zato, da temu človeku pomagam, da se svoje skupnosti bolj predstavlja. In pol je easy, a veš, ker ni nobenega pričakovanja, ni nobenega, ne vem, do sebe, a ne, kaj moram zdaj, kako moram voditi, kaj moram jaz svojim sledilcem dati. Ker moji sledilci so najjači na svetu. Njim je čisto vse. Oni toliko zaupajo temu, koga bom jaz pripeljal klele. Zato, ker verjamejo, da bo pač ta spontanost pa avtentičnost vedno prevladala in vedno bo prišla ven nekaj novega, veš. Nikoli ni neke agende, ki je ne maram. Ja, res je. Tudi pač prostor tudi za izražanje o sebi, a ne, ker res na svojem profilu govorim samo o črevesju,
in o pomenu prehrane in kako pomembna je raznolikost črevesnih bakterij in tako, ne, a v bistvu me pa ljudje ne poznajo. Ja, vse to. Dej, povej mi, zakaj črevesje, zakaj te to tako zanima, kaj te tukaj kliče? Ko sem delala, začela sem študij na Škotskem, oziroma najprej v Sloveniji, pa sem šla pol na izmenjavo v Gano kot prostovoljka, ne, in sem iskala smisel življenja in vzela leto pavze, delala 2 službi v Sloveniji, zato da sem v bistvu potem si lahko privoščila. Koliko si bila stara? Jaz sem stara 20 let. 20 let in ti si delala zato, da si šla lahko v Gano kot prostovoljka? Ne, jaz sem v bistvu bila na farmaciji v Ljubljani in potem je možnost teh izmenjav. In jaz v drugem letniku sem šla potem na to izmenjavo v Gano in tam sem delala v lekarni in tam je bil nekdo, ki je bil tudi v drugem letniku, ne? Ampak tip je vedel vse. Midva smo bili v lekarni, jaz gledam tiste tablete, še tu mi je bilo, veš, gledam tablete v, kako se reče, bucket škafih. V vedrih. Gledam tablete v vedrih, to ni bilo nič zavit. A veš, to je bilo tako. Kaj, tablete odprte? Tablete odprte in ti si jih z žlico ven štel pol vrečke pakiral, ne? In že to mi je bil tisti kulturni šok, kaj jaz študiram, a veš, ni mi bilo. In tip v drugem letniku, on je vedel vse. On je vedel, tega ne smeš s tem mešati. Jaz tukaj, da sem vedela, kaj je pač, a ne, kaj je kaj, a ne, ampak on, pa je tako njemu, pa kako ti tukaj veš, a ne, kako, je on tako, ja, mene to zanima, ne, jaz sem delal 6 let, da sem šel lahko na faks, ker imamo šolnine. In jaz tako, prosim, šolnine imate v Gani, ker si ne morete, mislim, hrane si ne morejo prvoščiti. On je delal 6 let, podpiral družino, vse, a ne. Tukaj, da si je plačal faks, ampak v tem času se je on pripravil, on je bral knjige, tako zaguštane. Wow. In on meni, kaj pa ti rada delala? Pa je tako, malej, odkar sem mala, bi rada študirala v tujini, nekaj, kar me res zanima, ampak enostavno ni možno, ker nimamo tukaj denarja, ne, a veš, in on je rekel, ja, pa če bi delala ti 6 let, pa lahko šla. Ja, valjda, mislim, a veš, in me čist me je spremenil percepcijo in sem šla domov, sem rekla mami, pa očetu sem rekla, lej, jaz bom vzela leto pavze. Zdaj ta leto pavze, jaz bom pač sebe izobraževala, šla bom nekam v tujino, da se naučim jezika in vidim, kaj bo. Če ne v tem letu ne ustvarim nič, oziroma če se stvari ne začnejo dogajati, in jaz nazaj na farmacijo končam in nikoli več nič ne omenjam. Ne? V tujini temu rečejo gap year. Moja mami, okej. Pač ona je tak mislila, sej, to je pač to. Faza, ki bo pač minila in jaz dobim. In grem jaz kot varuška na Škotsko. In pridem v najbolj neverjetno familijo. Ne. Oni so me vzeli za svojo trenutek, ko sem prišla na letališče. Oni tako, ti si ful sposobna, ti znaš ful angleško, kaj delaš tle, ne? Dej, kaj bi se ti na Škotskem namesto angleščine učila? Pa je tako, salso. Pa oni, na Škotskem? A veš tako, zakaj salso? Ne? Seka ne, veš tako, vedno me je zanimala pač tudi ta ples, pa tako, ne. In sem z upokojenci na salso hodila. Long story short, z otroci smo se ful povezali in jaz sem prišla tam z namenom, da malo raziščem fakse. Jaz sem na to pozabila. Po 2 mesecih tam sem bila jaz tukaj upeta v ta življenjski stil in eno jutro otroke spravim do šole, vrtca, berem časopis Educational Fair, a ne, in to je bilo v sosednjem mestu. Kličem to matko, lahko vzamem avto, ja, itak pej. Jaz grem tja in vstopam v prostor, tako 20 profesorjev, 20 faksov predstavljenih in meni tako pokliče, pridem. In jaz tako, tule je Edinburgh faks, ampak jaz sem hotela tle Aberdeen, ki je bližji. Pač in jaz grem do tja in jaz tako njemu, veš kaj, ja, mene res zanima študij v tujini, koliko programov imate 400? Koliko jih imate 400? Nekaj tle bom zih najdla, ne? In jaz tako njemu, midva, jaz čisto navdušena, itek in on meni, kaj je problem, ne? Jaz tako finance, ne? In on tako, a ste v Evropska unija? Pa jaz tako, ja, 1 let ali let pa pol, ne? On tako, ja, no, pol imaš lahko brezplačne šolnine. In jaz tako, prosim, pač sam, on je rekel, sam piš se, če te sprejmejo, you're all in, ne. Ja. In jaz tako, oh my god, tisti trenutek sem šla domov, spisala aplikacijo, čez 1 teden je bila unconditional offer, nobenih sprejemcev, nič. Jaz sem bila upisana na faks na Škotskem. Wow. Fiziologijo, ja. In to se je začelo tako dogajati. To je bilo pa ti snowball efekt, ne. In od takrat dalje moje življenje ni bilo nikoli več isto. Prišla sem domov, delala 2 službi, ker sem vedela, da se selim na Škotsko, ne. Še vedno, šolnine so bile plačane, ampak jaz sem mogla za življenje imeti, ne. Na začetku mi je mami dajala nekaj denarja, ne, za
Imela sem tudi 2 službe, delala sem kot varuška še vedno za vikende in pa čistila sem hiše v bistvu med tednom, tisti dan, ki nisem imela vaj in predavanj. In sem v bistvu v 3. letniku sem pa dobila ful hudo štipendijo iz Slovenije in sem pustila obe službi, ker sem jih lahko šla na izmenjavo v Ameriko, ker sem si jo sama zrihtala pa v Kanado, ne? Ker sem šla dejansko do profesorja in sem rekla, lej, jaz sem vedno bila navajena živeti s ful malo denarja, prije čez mesec, ne? In zdaj sem v enem letu, ker takrat je bila ad futura, 12,000 evrov so ti nakazali na računa, ne? In jaz tako, wow, okej. A veš, in sem pol potrebovala za 1 leto, pač pol sem pa prešparala in sem rekla, zdaj lahko grem potovat, a ne? Lahko grem pa se izobraževati in sem tisti trenutek se odločila, a veš, ker neko znanje ti ostane. A veš, jaz lahko kupim, pač lahko bi investirala v nov kolo, ali pa lahko bi investirala v nov komp, ali pa karkoli, ker itak kot študent skozi rabiš neki. Lahko bi investirala v potovanja, kar te tudi nekaj naučijo, ampak jaz sem hotela iti delati kot prostovoljka in sem šla v Kanado za 1 mesec s fizioterapeutom, da sem vsem pač tako, da sem videla, kako delo fizioterapeuta poteka, ker nisem vedela, kaj naj potem, ko zaključim faks, a ne grem za fizioterapeutko še en faks, ali ne grem raziskovati. Čakaj, študirala si kaj? Fiziologijo. To je delovanje človeškega telesa. Aha, okej, se pravi... Vse, en del medicine v bistvu. No? Ja. Vse, kako tvoje možgani komunicirajo s črevesjem, kako jetra vplivajo na raven krvnega sladkorja. Ne? Ampak to je bilo še vse, to me je zanimalo. Biologija. Tako. Ja, okej, ampak tako. Boljši izraz. Ja, pač delovanje človeškega telesa in potem, ko sem bila na teh izmenjavah in ko sem šla v Houston delati s PhD študenti, sem rekla, no brainer, jaz bom raziskovalka in po končanem škotski sem šla potem v Nemčijo, ker so mi odprlo itak, ker diplomo sem pa delala v Houstonu potem, ampak to je bilo tako, jaz sem šla spet do dekana na Škotskem in sem rekla, lej, moj budžet za raziskave je 100 evrov na Škotskem. Jaz s 100 evri, jaz ne morem niti vseh proteinov, ki bi jih rada analizirala, veš, ni to velik denarja. A lahko dam svoj denar za analize? Pa rekel, ne, to je illegal, veš, to ne smeš, ne. Lahko si pa kupeš karto, pa greš. Tako, okej, pa grem po Houston in smo delali s projektom za NASA, ne. In smo testirali slino in gledali, kateri proteini, katere metode lahko uporabimo v vesolju, da je ista kot na Zemlji. A veš, da zberemo vzorec sline, ker na Zemlji imaš ti gravitacijo, ja. Tam je nimaš in zlata metoda je, da primeš kozarc in pač passive drool se reče ful, tako, in čakaš, da ti slina teče nota, ne. Okay. In tu imaš vzorec, tega v vesolju ne moreš delati, ne. Ja. A veš, in smo neke vate testirali, ko so tu žvečali, pod jezik dajali in pač, da bi potem oni to uporabili v naslednjih projektih, ne. Tako da je bil ful dober projekt in potem, ko sem se vrnila v Evropo, so mi bila odprta vsa vrata, pristala sem v Nemčiji, delala faks plus magisterij istočasno, magisterij plus službo istočasno, to je bilo tako 15-16 ur na dan dela in to 2 leti in potem sem skoraj zgorela in sem rekla, takrat je bil še moj fant, je rekel, veš kva, dej nehi, a veš, kaj sem rekla, veš, prišla sem do zaključka in on tako, kaj je, ni to zame, veš, pa je rekel, ja, valjda ni zate, če ne spiš, če ne, a veš, pač je rekel, pretiravaš. Jaz sem rekla, jaz sem tako, meni Nemčija res ni všeč, pač res mi ni bila, nekako se nisem našla, mi je pa odprla vsa vrata, kar mi je zanimivo, veš, te 2 leta, ne, sem pač objavila članke v ful velikih znanstvenih revijah, potem res me je postavilo na zemljevid in ko sem jaz iskala doktorat, sem imela 4 ponudbe in sem zbrala Kanado zgolj zaradi črevesja, ker sem jaz prišla v Nemčijo in sem imela predavanje o črevesju, profesor Dirk Haller, ne, on je najbolj passionate človek o črevesju in on je začel razlagati, a veste, da na vašo psiho vpliva črevesje, pa je tako, wow, stari, kva, dej, chill, ne, in on je začel razlagati, kako se hormoni sreče delajo v črevesju, 90% serotonina se ti proizvaja v črevesju, 50% dopamina in jaz tako, prosim, zakaj jaz to prvič slišam, jaz sem to študirala, jaz o tem nič ne vem, ne, in on je mene, jaz do tiste točke nisem vedela točno, kaj bi naprej, ampak ko sem jaz vedela, kako je 60-70% našega imunskega sistema v črevesju, a veš, in kako so avtoimune bolezni, sladkorna tip 1 je s tem povezana, razne rakava obolenja, ne, in vse se začne v črevesju. Večinoma primerov, ni vsaka bolezen iz črevesja, ampak tako.
In jaz sem bila kar mind-blown, in sem začela raziskovati in sem gledala projekte. No, in v Kanadi je bil oglaševan projekt Pomembnost zgodnega življenja, to se pravi, kako porod, kako antibiotiki na začetku življenja, kako to vpliva na razvoj črevesnih bakterij v dojenčkih in ali bi uporabo vlaknin, da potem hranimo te zdrave bakterije, lahko omilili teh nekih negativnih učinkov, ki jih imajo antibiotiki. Ok, hudo. In to je bila taka netipična pot izobraževanja, ampak vedno sem sledila svoji strasti in v Kanadi sem imela svojo supervisorko, ki mi je bila tako na pol mamino. Ona je izredno uspešna, kraljica vlaknin, jaz temu rečem, ena najboljših na svetu za te vlaknine. In tudi tako, vedno me je spodbujala. Jaz sem imela neko noro idejo, naprimer za eno štipendijo, v zgodovini njenega vodenja skupine ni imela študenta, ki bi dobil štipendijo v Kanadi, ki je dodeljena top 1% študentom. Ona je rekla, to je tako, to je loterija. Pač mi nikoli nismo šli v to, smo prijavljali študente, nikoli ni bilo nič. In jaz dobim tisto, jaz pa, ker sem se priselila v Kanado, valjda ti morajo dati štipendijo, da ti delaš doktorat, in potem sem se takoj prijavila še na eno štipendijo, ko v Kanadi je tako, ti štipendije dodajaš. A veš, če imaš eno štipendijo, ti lahko dobiš top-up, pa top-up, ker tega v Evropi ni. Ti imaš eno štipendijo in je to, ne? In mene v Kanadi je ful dober sistem, ker imaš ti v bistvu koordinatorka za študente, ti piše, Teja, tale štipendija, daj malo poglej, mogoče boš pa dobra kandidatka, pa je tako, 2 meseca sem na faksu, ne vem, če sem že dobra kandidatka, ne? In jaz tisto dam in dobim to štipendijo. Naslednji mail dobim, Teja, tale je pa državna, to je pa najboljša štipendija v Kanadi, zdaj jaz mislim, da si ti odlična kandidatka in jaz mislim, da bi mogla probati. Jaz tu moji supervisorki povem podkona, nočem, reč ne, če ti verjameš, da imaš možnost, let's go for it, ne? In jaz tako njej, ampak mora biti obe na izobraževanje pa ona, prosim. A veš, ker oni so v navodilih tako napisali, ne? Predlagamo, da prijete s svojim mentorjem na izobraževanje. And guess what, ne? Bilo nas je 2 študentov in 1 mentorca, moja. Veš? In tako me tam sedijo, ne? In vsi, ko pa ti profesorco sabo prevlekla, pa v navodilih piše, da profesor je sabo prepel, ne? Ker tudi ona ti piše reference letters in tako, ne? In v glavnem, prvi krog so me zbrali, drugi krog so me zbrali, ker te morajo najprej na faksu zbrati, pol greš na regijsko, so te na regijskem zbrali, pa pošljajo, ne vem, 3 iz celega faksa na državni nivo in dobila sem jo. Hudo. In je bila, in pač tisti trenutek, a veš, tudi ta profil znanstvenica, ne? Ja. To imaš na Instagramu. Na Instagramu, pa na Facebooku. Ta slika je nastala takrat, ko dobiš to štipendijo, ne, te v bistvu pol povabijo na photoshoot in jaz sem prinesla lab coat zraven. In sem rekla, ne, jaz hočem imeti en professional shot z lab coatom in pač ta slika mi, takrat sem bila tukaj srečna, ne znam ti povedati, tukaj sem. Zakaj? Zato, ker pač, a veš, nekako bi lahko rekla, ne da se mi. A veš, lahko bi rekla. Kdaj bi že to lahko rekla? Ja. To bi lahko rekla že takrat, ker si šla na Škotsko. Ja, res, ampak kaj pa te je drival? Kaj te je gonil naprej čez vsa ta leta? Zdaj si mi povedala ti, basically, se je toliko stvari zgodilo v 10 letih, ki se polko ne zgodi v lifeu. Tako da bi malo bi se dotaknil zdaj par milestoneov, da me zanima, kako si se počutila, pa kaj te je, kje si najdla motivacijo, da si vztrajala, ker verjetno ni bilo skozi pač uno. A veš, kaj ti povem, kater korak je najtežji? Prvi. Pa tu se ful zlajnano sliš, ampak to je dejansko res. Včeraj sem snemal podcast z enim gostom in mi je ful dobro rekel. Je rekel, veš, da pravijo, da je prvi korak vedno najtežji, ne? Je rekel, najtežje je vztrajati. Kako si ti vztrajala? Mene bolj zanima, ker ta prvi je bil dejansko nekaj novega, svet se ti, navdihuje me nekaj novega, bom spoznala, grem. Ampak pol, ko ti pač dejansko greš po tej poti, a te je vedno drival to, da si iskala vedno neke nove stvari, pa drugo državo, pa novo štipendijo lovila. Si vedno nekaj lovila? Ali? Mene je bil vedno, sama pot mi je bila užitek in ne cilj. Bravo, ja, A veš, mene je bila ta pot študijska, pa to je bilo nekaj najlepšega. Pa kako so uspešna, pa to je bilo tako organsko. Vse te nagrade,
vse te nagrade so bile tudi posledica okolice, v kateri sem bila. Spodbudni mentorji, partner, ki mi je ves čas spodbujal, ki je rekel praktično, a veš, če bi šla ti kamar, češ, jaz sem računalničar, 5 greva, jaz lahko delam, kjer hočem, ne. A veš, tudi to, ne, če bo on meni rekel v Nemčiji, ne, jaz imam tle službo, ne bo šlo, a veš, če hočeš biti z mano, ostan tukaj, bi že tam razmišljala, ne. Ampak je bilo tako, da je bilo vse tako organsko, mene je zmer zanimalo, meni to ni bila služba. In zato imam tudi ta profil, meni to ni bila služba. Meni od nekaj tudi taza, ki me je zanimalo. A veš, kaj ti bereš v prostem času? Veš, kaj mislim? Ja. A veš, jaz to odprem in grem, članek, cool, wow, kaj je novega, veš. In na eni točki sem lovno, pa ne, jaz moram to deliti, ne. In ta passion za science, tu nisem kar rečem. A si ga vedno imela? Ne, to sem se jaz pač skozi po poti sem odkrivala, katero smer me vleče. Ni bilo to, da se ti rodiš pa rečeš, ekspert bom. Kaj te je vodil? Kaj misliš, da te je vodil? Tako, a si imela nek notranji glas, ki ti je govoril, tja moraš iti? A ti jaz povem, kako sem se za Kanado odločila, iskreno. Iskreno. Jezus. Imela sem 4, kot sem rekla, ponudbe. Ena je bila Nemčija, Luksemburg, Nova Zelandija, pa Kanada za doktorat. Top 2 sta bila Kanada, Nova Zelandija. In za Novo Zelandijo so bili razlogi malo questionable, ker so bili v bistvu tu, da je bil faks na plaži. A veš, in je bilo tako lepo, tako, ka bi, ne vem, kada so v nekem filmu, jaz sem ti faks videla, bez tako, slik ne smem gledati, več, ker nočem se odločiti, da grem študirati neki, ne zaradi projekta, ampak zaradi same lokacije. Ja. Ampak še zmer, jaz sem bila takrat s fantom, jaz tako, res ne vem, pač ta projekt v Kanadi je bil top, ampak imela sem pomisleke, pač nisem se mogla med tem dvema odločiti in sem vrgla kovanc. Top. In sem bila tako, ne da bom se odločila na podlagi albo cifra albo tako, ampak sem se tisti trenutek, ki je bil kovanc v zraku, sem vedela, kaj hočem. Vsaka ne, Kanada bo in točno na Kanado je tudi padlo, tako da še to je bila tista potrditev. Ampak, a veš, tisto sekundo, ki je v zraku, ne, Kanada, moram iti za črevesjem. In ker je mene to tako zelo zanimalo, zelo zanimalo, res. In mislim, ko sem tja prišla, je bila pa to, vse se je manifestiralo, a veš, imela sem udobno življenje, ker kot študent si vedno na robu s financami, dejstvo je to. Pač kot študent delaš 10 služb samo zato, da, a veš, lahko delaš tisto, kar te zanima, ne? Ampak v Kanadi, mislim, mentorcam, jaz sem bila na 20 konferencah v roku 3 let, jaz sem predstavljala po celem svetu svoje rezultate, faks je bil tako narejen, kar sploh vedela nisem. Jaz nisem šla s tem razlogom tja, a veš, tam so spodbujali kreativnost, spodbujali so študente, ki so bili pač passionate, metali so sredstva na mizo, pejte, ker vsak študent, ki je bil uspešen, meče dobro luč na faks, ne. In še zdaj sem v stikih s svojo mentorco, ona je pa pač večna inspiracija, tako, ne. Ja. A ka si v tem teku študija v Kanadi, si omenila NASA, se je to tukaj dogajalo? Ne, ti si bil kaj Houston? Ti si bil v Houstonu, ja. Je bilo to kasneje ali prej? To je bilo med samim študijem do diplomca. To se pravi, na Škotskem sem jaz imela bazo do diplomca. Okay. In v 4. letniku sem šla celo diplomsko nalogo delati v Houston. Ok, daj mi to povej, ker si omenila NASA. Kaj ste s tem projektom hoteli ugotoviti? Mi smo hoteli ugotoviti, to je bila tako imenovana validacijska študija. Oni so hoteli vedeti, kaj lahko mi vzamemo na naslednjo misijo, da bomo merili imunski sistem v slini astronautov. Okay. In katera metoda, ker ta metoda, ki je na Zemlji najboljša, je ne moreš tam uporabljati. Enostavno, a ne? In moji rezultati so bili sicer negativni, jaz sem sam rekla, tega ne morete. A veš, žal. Thank you. Veš, ampak, pač še zmeri odgovor, a ne? Ja. Še zmeri odgovor, ne? Da se tako potrditev, da pač to je neprimerna metoda. A so najdel pol metodo, da lahko zdaj? Tu so pol testirali še en kup stvari, tudi kako krijemat, pa, a veš, ta... A ni pa šlo v injekcijo, da bi jo, a veš, injekcija, ki je malo širša, za kakšne sirupe potegniti, da bi si s tistim potegnil ven. Ja, sam problem je, če ti vlečeš, a ne boš potegnil, kar je lokalno. A veš, ti moraš
nekako celostno sliko dobiti, tudi ampak ne vem pa točno, ta članek je bil potem objavljen v znanstveni reviji, ampak so rezultati, kar so, ne. Ja. Da se malo bi bilo bedno, da bi zdaj rekla, pismo, veš, to pa nismo probali. To bi bilo mogoče. Ja, sej, a veš, tako je v znanosti. A veš, v znanosti je 90% časa rečeš, to pa ne gre. Pismo, ja, se to. 90% časa. Res bi rekla, ker tudi v laboratoriju, veš, nekako sem se tudi, ne vem, v preteklosti tudi več let se v meni porajala ideja, da bi jaz predavala. Ja. Ta želja po predavanju in pa sem da tako razmišljala sem, v Sloveniji na faksu nekako stvari se niso išle. Ja. Vse na raben faksa. Vse je vsaka platforma, veš, in sem imela 3 sledilce, pa jih je bilo naslednji dan 30, pa tako črevesje, wow, top, kje si to? A veš, jaz to tem poslušam že 10 let, a veš, jaz to tem berem že 10 let, intenzivno. Imam nekje 10 let prednosti, mogoče pri nekomu, ki se je zdaj začel izobraževati v tej smeri. Ja. In nekako sem tako razmišljala, kdor mi bo sledil, bo želen tega znanja, kar za študenta, ker ti si primoran za določene predmete. Moraš biti tam, ja. Moraš biti tam, moraš izpit narediti in pri 18 letih verjamem, da te ne zanima tukaj pri 30. Malo ljudi zanima verjetno tako, kaj tebe, če sploh koga, ne? Se zato je bila tvoja pot taka. Ampak še zmeri ne morem potegniti črte pa reči, zato jo je to toliko zanimalo. A mogoče veš, zakaj? Praktično v enem stavku ti razložim. Črevesne bakterije vplivajo na čist vsak aspekt tvojega zdravja. In nekako, ko sem jaz začela raziskovati te črevesne bakterije, je bil tisti missing link, ki sem ga rabila med povezavo z možgani, jetri, ta komunikacija. Ta del, in to je del nas, ki je zunani. Mi smo kot krov, mi smo kot ameriški krov. A veš, če se ti predstavljaš, ljudje smo kot krov z luknjo. In ta cev poteka od ust pa do riti praktično. To je luknja. To je luknja v tem krovu. In naš stik z zunanjim svetom je kaj? Naš stik z zunanjim svetom je črevesje, ne koža. Mi vse okušamo v črevesju. Mi izobražujemo imunski sistem v črevesju. Mi imamo utrdbo pred zunanjimi okužbami v črevesju. Nisem sploh pomislil nikoli na ta način. Mi imamo izločanje hormonov. Veliko je odvisno od naših bakterij v črevesju. A veš, it goes on and on and on. Sinteza določenih vitaminov, B kompleksa, vitamina K, to so naše bakterije. A veš, en kup stvari, ne vem, anksioznost, depresija, zdaj to vse povezujejo z raznolikostjo črevesnih bakterij, z njihovim delovanjem. Ta del je mene fasciniral, ker sem videla neko povezavo, neko celostno sliko, kako človeško telo komunicira in kako pomembno je, da ohranjamo zdravje črevesnih bakterij. In razlog, da sem jaz odprla ta profil znanstvenica, je, da nehamo šimfati zdravnike, pa govoriti, mi ni pomagal, začni zdravo živeti, začni delati na preventivi, začni danes, ne jutri. Tole danes bo izziv zate. Zakaj? Ker bi rad, da mi na čim bolj preprost način danes tukaj poveš čim bolj pomembne stvari, ki jih bi mogli vsi ljudje vedeti o tem, kako skrbeti za svoje zdravje iz vidika prehrane, česa ne delati, kaj delati. Pa bi bil ful hvaležen, če se lahko o tem zdaj malo pogovoriva, ker bi tudi jaz rad vedel. Ampak tako keep it simple. Jaz, če ne bom kaj razumel, bom vprašal, ker mi je vseeno, če bo kdo rekel, pa kako tega ne veš, kaj briga me. Ni problema. Meni je res pomembno, da danes tukaj mogoče na tej platformi tudi dava ljudem nekaj, kar mogoče niso vedela. In glede na to, ko imaš ti znanja pa izkušenj, let's fucking go. Tako da kaj bi rekla, da je tako, da so najbolj pomembna dejstva, ki jih vsak človek more vedeti o lastnem telesu, zdravju. Najprej, da si lažje predstavljamo ta črevesni mikrobiom, torej skupek mikroorganizmov, ki so v črevesju. To niso samo bakterije, to so tudi virusi, glive, praživali, and the list go on. Kar je zelo pomembno, predstavljaj si, da je to tvoj vrt, ki ga moraš negovati, da boš obrodil sadove. In zdaj, kako neguješ vrt? Ti ga moraš redno skrbeti zanj. Ni to intervencija 2 ur, pa boš rekel, vse mi je požgal, nisem zalival en teden in zdaj bo jutro bo pa čudežno vrt moj oživel. Najbolj pomembno
je, da te črevesne bakterije hranimo s stvarmi, ki jih potrebujejo. Zdaj, pazi, jaz nisem strokovnjak za prehrano v smislu, da ti bom zdaj glede, koliko moraš beljakovin, to ne. Jaz ti pa lahko povem z perspektive bakterij, kaj one potrebujejo. One potrebujejo veliko vode, one potrebujejo veliko vlaknin. Vlaknine, takoj razložim, so prisotne v vsem sadju in zelenjavi, v oreščkih, v kalčkih, v gobah, naprimer. To so pač ti dolgi ogljikovi hidrati, ki jih mi kot ljudje, če ne bi bilo teh bakterij, ne bi mogli uporabiti. Bi šlo to skozi nas, a ne? Pazi, ko pa se te vlaknine pridejo v stik z našimi bakterijami, nastajajo nove substance, tako imenovane kratkoverižne maščobne kisline, big fancy name, ampak v bistvu to so pa tiste molekule, ki hranijo tako naše črevesje, ker pazi, med našimi bakterijami, pa med notranjostjo nas, veš, koliko celic je? Ena plast. Na koži imamo 7 plasti. V črevesju je ena plast. In ta ena plast se obnavlja na 3 do 4 dni in če jih ti ne hraniš, boš imel luknje vmes. In če so luknje vmes, tako imenovano prepustno črevo. A ne? Prepustno črevo, to je bolezen sodobnega časa. Utrujenost, debelost, depresija, kronično vnetje telesa. A ne? Ker v bistvu potem ti delci bakterij, ki bi mogli biti v zunanjosti, v tem črevesju, začnejo vdirati not. In imunski sistem začne noreti. What, kaj je to? Nevarnost, pomagaj. Ne? In začne izločati te substance, ki ti še dodatno povzročajo vnetje. Ampak veš, kaj je problem? Ne vname se samo črevo, vname se še vse ostalo v tvojem telesu. Jetra, možganska ovojnica postane prepustna in potem te vnetne substance grejo tudi v možgane. Rataš neodziven na hormone sitosti, rataš neodziven na hormone sreče. A veš, nekdo, ki je prekomerno težek, ne? Jaz to rada povem, zato ker nekdo, ki ima prekomerno težo, on z estetskega vidika jaz nimam težav. Pač vsake oči imajo svojega malarja. Če pa gledaš ti z vidika zdravja, imajo pa ljudje, ki imajo prekomerno telesno težo in kup težav, s časom jih vsi razvijajo. To se pravi, velika večina, 90%. To se pravi, imeli bojo prepustno črevo, ne bo motivacije, slaba volja, pomanjkanje energije, a ne? Bolečine, vnetje sklepov, the list goes on and on and on. In sladkorna tip 2. Zakaj? Zato, ker jetra so vneta. Vse te vnetne substance motijo inzulin, da bi se vezal na isti receptor, ker se ti te interleukini vežejo na iste receptorje. A veš, in to je kot domino efekt. Razumeš? Ja, razumem, ampak bi potegnil malo nazaj in te vprašal, kaj lahko naredimo preventivno. Torej, pogovarjali smo se o vlakninah, dovolj vlaknin pojesti, najdeva jih, kako si rekla, sadje, zelenjava. Sploh jaz recimo, ko imam zelo rad stejke, sem slišal, da je dobro vedno, ko ješ večje količine mesa, zraven neko zelenjavo dajati, lih zaradi tega, da dodaš vlaknine. Ali pa fižol, ali pa... Tako, fižol je res na superfood, je pa res, ker je tako bogat z vlakninami. Naprimer, 250 gramov fižola ima 15 gramov vlaknin. Dnevne potrebe, če bi gledali vsakega človeka, so 30 gramov na dan. V Sloveniji, včeraj mi je profesor Samo Kreft poslal, ker sem mu rekel, dej mi, imaš kakšen članek v Sloveniji, ker jaz vem podatke za Ameriko, kaj mi bo Amerika? Jaz hočem Slovence zbuditi. 90% ljudi ne dosega tega cilja. 90% ljudi premalo hrani svoje bakterije. Veš, 90... Nismo izobraženi, ne vemo ampak, kako. A veš, 10 let nazaj, mislim, vsi govorijo sadje, zelenjava, ampak vsi smo tako, a veš, ampak sem jaz pa najdla ta link med črevesnimi bakterijami in njihovim zdravjem, na vpliv na naše splošno zdravje, a veš, sem se pa začela zavedati, mi moramo razmišljati, kaj one rabijo, tako se moramo prehranjevati, zato ker njihovo zdravje bo refleksija tudi našega zdravja. Kaj je prva lekcija, ki jo tukaj ven lahko potegneva? Simplify. Simplify it. Povečaj vnos vlaknin, povečaj vnos vode, to zato, da se redno odvaja blato. Koliko vode, sorry. Koliko vode, zdaj odvisen. Liter, 2? Ne, 2. Plus. Če imaš 150 kil, daj 3.
Pa jaz sem slišal, da, oziroma to tudi sam delam, zjutraj pijem nek hidracijski napitek, v bistvu ni nič dodanih stvari, samo pač natrij, kalij, elektroliti. Ja, To poveča absorpcijo vode. Ja, tako, to je ja, tako, ker jaz sem bil en program, sem delal 75 hard in je bilo noter, da moram 3 litre vode na dan spiti. Ampak sem toliko scal, da to ni nič v meni ostalo. Še sem imel občutek, da ko spijem vodo, grem čez 5 minut in vse vam puščijem, niti malo barvan urina. Ne. Aha, razumem, da si že pač preveč. Pa sem v bistvu sem Turka vprašal, kaj ne naredim, je rekel, da je sol pa limono noter, zraven pa spi to zjutraj prvo. In od takrat naprej sem pol začel v bistvu na ta način in zdaj je boljš, spijem pa liter pa pol do 2 na dan vode nekako. Moraš sam paziti, veš, če sam delaš, naprimer, sol pa limono, pa to, da narediš izotonično raztopino. To pomeni, da je absorpcija maksimalna, ker drugače boš imel ti preveč soli, bo šlo tudi skozi tebe, ker bo odvajalo. A veš, da se absorbira, mora biti točno, ne vem, se lahko pogledaš na spletu, ne vem, ena žlica na ne vem koliko deci. A veš, saj tako, da približno zadaneš. Ker če boš ti naredil preveč koncentrirano, ali pa premalo, ne vem, eni pijejo strukturirano vodo, naprimer 2 kapljice limone in že tle se ful poveča absorpcija vode. Ja, ful poveča, ne? Ker drugače voda je osiromašena v bistvu, ne? Ampak tako je, ljudje, ki so zaprti, ne? Prva stvar, ki morajo spremeniti, je povečati vnos vode, ker tle jih že ful ljudi pada, ne? Ker veš, koliko dobim jaz messagov? Teja, kaj ne naredim? Jaz ne odvajam po 3-4 dni, a veš, kaj lahko dodam, katere probiotike? Pazi, probiotiki so te mikroorganizme, ki jih lahko dodajaš, medtem ko prebiotiki, to so pa te vlaknine, je pa hrana za te mikroorganizme. A veš, da jih hraniš, da obstanejo, ne? Probiotiki, to imajo jogurti. Tako, fermentirana hrana, ne? In to je tudi izrednega pomena za črevesno zdravje. Pač, glih zdaj je prišla študija iz Stanforda, School of Medicine, ki so dodajali 6 obrokov fermentirane hrane na dan ljudem. Najprej so jih uvajali, ker ti ne moreš iti kar z glavo skozi ta, če ti nisi zdaj jedel nobene fermentirane hrane, če boš ti zdaj 6 obrokov na dan imel z nekim bakterijam, te bo napihan. A veš, moraš to počasno trenirati, tako kot v fitnessu. In imeli so izboljšave v imunskem sistemu, počutju, en kup parametrov, še dosti večje, kot samo z vlakninami. Daj mi primere fermentirane hrane. Kimči, jogurt, kefir, ampak pazi, mora biti jogurt, ki ni pasterizirano. Veš, tako, vse, kar ima malo tist, če ti spiješ kefir, ki bomo ful teh mikroorganizmov, te mora malo zgrčkati. A veš, potem imaš še vodni kefir, potem imaš, kaj bi še bilo, kakšne solate, ki so fermentirane, lahko sam narediš, pa ti to stoji lahko potem en mesec v hladilniku, ker to, kad daš v hladilnik, se pa ta fermentacija upočasni in ustavi. Medtem, ko ti to ustvarjaš, imaš ti na pultu, ne? A veš, potem tudi kakšno kislo mleko, tako da kambuča je kambuča je, ampak spet mora biti v hladilniku hranjena, to je zelo pomembno, ker če najdeš na polici, veš, tudi to je problem, ne vemo, da ob uživanju teh fermentirane hrane, sploh če delaš to sam doma, jaz to sama doma delam, moraš čutiti ta žgečkanje po ustih, veš, to pomeni, da so bakterije aktivne, da so tam, ker če ti nekdo pasterizira stvar, to pomeni, da ti je vse pobil. Kar ne pomeni, da ni benefitov, še vedno so, ker so naprimer nekaj, kar je včasih fermentiralo, so nastali tako imenovani postbiotiki. To so pa te substance, ki ob stiku z vlaknino in ob stiku z bakterijo nastajajo te molekule. In to ima zelo velik vpliv na tvoje zdravje, ampak spet pri segrevanju vsaj to ostane, ampak pobiješ pa te zdrave bakterije v procesu segrevanja, ali pa pasterizacije. Se pravi, jaz, ko vidim skuto na polici, ampak ful mi je dobro, da se o tem zdaj pogovarjajo, ker vidim, koliko ignorantsko dejansko gledamo na hrano, koliko vse je neki avtopilotsko. Jaz gledam skuta pasirana, nepasirana, pač random. A štekaš, vse mi je. Pa bom vzel pasirano, kam malo lep zgleda ali nekaj. Sploh nisem vedel, kaj to pomeni. Torej, v tem primeru je bolj, da se jaz odločam za nepasirano, zaradi tega, ker ohranja več. Nepasterizirano. Pasterizirano, sorry. Nič. Pasirano je samo način predelave. Eno ti zmelajo, pač drugo pa je v kosih. Zdaj,
Skutaj ponavadi pasterizirana. Ne? To pomeni, da sta obe isti. Z vidika, koliko boš imel ti zdravih bakterij prisotnih. Ja. Zdaj, če pa ti gledaš vlaknine, še to je ta catch, ne? Najboljši vir vlaknin je neprocesirana hrana. To se pravi, kar najdeš na polici, v aisle, zelenjava, sadje, oreščki, a veš, takoj, ko narediš smuti, ti te velike vlaknine že razbiješ na manjše kose. Jih zmelaš. Če ti jabolko vlupeš in narediš smuti, si izgubil en kup vlaknin. In tudi tu je problem, zakaj naše bakterije stradajo zdaj. Če mi kupujemo hrano, ki je visoko procesirana v trgovini, veš, kaj je prva stvar, ki naredijo, ko izdelujejo to hrano? Odstranijo vlaknine. Zakaj to delajo? Ne vem. Mogoče je večja obstojnost, ne vem. Tega dela res ne vem, ne razumem, zakaj, a ne? Ampak poglej po svetu. Imamo problem nenalezljivih bolezni. In spremembo življenjskega stila predpostavljajo, da bi lahko 80% teh bolezni preprečili. Wow. Debelost. Potem sladkorna tip 2, a ne, je tudi ena taka, srčno-žilne bolezni, a ne. To je vse povezan. Mi mislimo, a veš, če ima nekdo srčno-žilne bolezni, pa naprimer, dam primer sladkorna, tip 2 sladkorna. Veliko ljudi, ki so zelo prekomerno težki, a ne, sem prej omenila, imajo tudi sistemsko vnetje, a ne. Če ti vnetje odpraviš s tem, da človek zgubi telesno težo, odpraviš vnetje, tvoje telo postane bolj odzivno na hormone, ki ti pospešujejo absorpcijo sladkorja, inzulin, ne? In on lahko zdravi. To je reversible v določenih primerih, ne v vseh primerih, ker tudi mehanizmov za nastanek sladkorja tipa 2. Verjetno v večini primerov. Veliko primerov. Ja, glede na to, na kakšen način pač ljudje se prehranjujejo. Tako. Ja, ok. Sam nekaj bi rad nadaljeval, ker sva preskočila pol naprej. Se pravi, za preventivo, a ne, sva rekla voda, veliko vlaknin, voda, fermentirane hrane, neprocesirane hrane, izogibati se hrane, in to gre v točki pod neprocesirano spada tudi to, a veš, da nimajo teh emulgatorjev, konzervansov, da nimajo sladil, a ne, da nimajo teh dodatkov, ki jih naše telo ne rabi, ker nima z njimi kaj početi. Mi dodajamo sladila zato, da bomo v bistvu prelisičili naše telo, da smo pojedli nekaj sladkega, ne bomo zaužili kalorij, ampak guess what? Posledice so tle. Tle so stranski učinki, na katere ljudje ne razmišljajo. Recimo? Stranski učinki, povečana verjetnost nastanka debelosti, spremembe črevesnih bakterij, večje tveganje za tipa 2 sladkorna bolezen. Veš, ravno o tem sem govorila na svojem kanalu, ker v bistvu ravno ta sladila vsak hoče shujšati. In leta 2023 je Svetovna znanstvena organizacija dala statement ven, ne uporabljajte sladil, sploh pri ljudeh, ki se hočete izogniti srčno-žilnim zapletom, sladkorni bolezni pa debelosti. Torej, nihče jih ne bi uporabljal, veš, tako so elegantno zapakirali. In da je do tega prišlo, so analizirali 283 študij narejenih na ljudeh, naredili review in videli, da je tveganje za nastanek debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih zapletov večje pri ljudeh, ki uporabljajo brezkalorična sladila. Pod to spada aspartam, stevia, acesulfam K, a ne. In za te so izdali statement, za druga, kot so, ne vem, ksilitol, eritritol, kot so pa sladkorni alkoholi, pa vedno več študij prihaja ven, ki tudi opozarjajo na negativne učinke, ampak to bo še trajalo. A veš, si predstavljaš, kako močna je prehrambena industrija, da je sploh pustila kakšen tak statement, je moglo biti dosti hudo, ne? Tako jaz razmišljam pač, ne? A veš, ampak še vedno vsak gleda na število kalorij, a veš... Ja, se zato sva kle danes, a ne? Tako. Zato tudi ti delaš, kar delaš, si rekla prej, da ljudi zbudiš, a ne? In kaj ljudje ne pomislijo? Tako imenovani second meal effect. V slovenščini nimam pojma, kako se reče, ampak v bistvu obrok, ki ga zaužiješ zatem, ko si jedel hrano, ki je bila visoko procesirana. To se pravi, kljub temu, da jaz pojem muffin, ki ima 5 kalorij, ne, naprimer, naslednji obrok bo moje telo shranilo vse. To se pravi, zredim se z drugim obrokom, ne s prvim, ker mi spremeni delovanje mojega telesa. In to je to. In kaj bi mogli ljudje kle narediti, da bi pravilno reagirali? Neprocesirano hrano jesti. Saj prvi obrok, ali kako? Ne, pač jesti čim več. Čim več, a veš. Kje ti kupuješ hrano?
pač v trgovini, a ne. Kaj kupuješ? Veš kaj, doma Kako se odločaš o svojih prehrani? Jaz mislim, da če ti o tem govoriš, je najboljš, da pač ljudem poveš, zdaj, kaj ti delaš. Tudi jaz se učim, iskreno. Tudi jaz se učim. Mene je tale študija iz Stanforda o fermentirani hrani, naslednji dan sem šla zakupiti tečaj fermentacije in to je bilo to. Pač, ker sem rekla, ne, jaz moram to doma delati. Zakaj doma? Zato, ker vse, kar delam jaz iz osnovnih sestavin doma, veš, ultraprocesirana hrana je tisto, kar ti prebrati ne znaš na etiketi, pa tisto, kar doma nimaš. Jaz nimam tistih ejev doma, to se pravi, niti podrazno ne morem ustvariti toliko škodljive hrane na domačem pultu. In jaz se trudim, zdaj se pač učim fermentacije, ker vem, kako pozitivne učinke ima nek fermentiran izdelek. Namesto da grem v trgovino, pa kupim kefir, ki ima zraven brez sladkorja piše, ne? In itak grem brati sestavine in imaš 10 sladil zraven, veš, in si mislim, greš v lekarno, kupiš vlaknine, da boš pomagal si s prebavo, je zraven ogromno stevije, jaz ti izgledam, prosim, zakaj? Zakaj bom jaz jedla zdaj nekaj, da pozdravim svoje črevesne bakterije, zraven ima pa en kup stevije, ki bom si poškodovala črevesne bakterije. Mislim, gas bremza v avtu, istočasno hočemo nekaj za zdrave narediti, pa si zraven naredimo več škode. In glih to je point mojega ozaveščanja, kuhajte si doma. Vem, da je naporno, jaz sem 2 otroka, pač 2 službe part-time. Ampak vseeno, ni preprosto. Se pravi, glavno je, da v bistvu kupiš sestavine, ki so neobdelane in jih ti sam obdelaš. Tako. To je že en velik korak. Plus, da piješ veliko vode in da gledaš, da imaš zelenjavo pa sadje vedno doma. Keep it simple. Kaj pa te, a kakšne dodatke jemlješ v obliki tablet? V obliki tablet jaz jem magnezij zaradi svoje prebave, ljudje, ki so zaprti, pač, ali pa ki imajo tendenco, da so zaprti s prespanjem, spijem magnezij, potem jem omega-3, ki deluje protivnetno in veliko ljudi ima pomanjkanje, potem pa še vitamin D po potrebi pozim, jesen, pa B12 pa zgolj zato, ker je v živalskih produktih večinoma, ali pa v fermentiranih izdelkih, zanimivo, tudi bakterije ga delajo, ne? Če ti doma fermentiraš, zna biti, da boš tudi našel dosti več B12, ampak zgolj zato, ker B12 je pa enih tistih, ki svojo prehrano jaz vem, da ne dobim dovolj. Pač to je čisto osnova, to je to. Hudo. Jaz iste stvari, pa nimam pač, nimam nekako, ampak izhajal sem iz Hubermana, Andrew Huberman, poznaš? Poznam. A se kdaj v živo spoznala? Ne, to pa ne. Ok, v glavnem, on je čisto transparentno rekel, jaz jemem še kreatin. Ker si ful športno aktiven, najbrž tako. In res občutam dobre efekte, ko ga jemem, ker ne samo, da imam več nekako moči, občutek imam tudi, da imam več kondicije za trenirati in tudi za razmišljati. Tako da občutam tudi neke zadeve, plus vem, da je veliko raziskav narejenih, veliko potrjenih. Zdaj, pri drugih stvareh, če si iskreno, jih jemljem zato, ker je Huberman rekel, da jih ne jemljem. Magnezij, tudi moja mama se tudi zelo veliko izobražuje v prehrani in to in mi je tudi ona rekla, je rekla omega-3, magnezij, cink mi je še omenila. Cink, zajemski sistem. Je rekla, da ga je dobro imeti z magnezijem zraven. Pa mi je pa Lonca rekla, v bistvu Polona Štolfa, ki je razlog, da si danes stikle. Nice. Ona mi je rekla, njo moraš povabiti. In ko ona meni to reče, sem jaz tako, da bom ti sprašval priti. Kaj pa dela, ker sem ti že napisal, kaj pa točno ona dela. Ampak to je zaupanje, jo imam rad, ker sestra že itak 20 let. Polona je pa tak sonček, res. In mi je rekla, cink je pa problem z absorpcijo. Daj mi ti povej zdaj, kako lahko pač vemo, katero obliko magnezija, omega-3 vzeti, da bo absorpcija v naše telo dobra. Torej, da bomo dobili od tega veliko tega, kar je, ne unih aditivov, ki delajo tabletko večjo ali nekaj. Ne vem, nekaj zraven dajo. Tukaj sem vesela, da si tole vprašal. Hvala. Zato, ker veliko ljudi misli, da magnezij je enak magneziju, naprimer. Pazi, zdaj ti lahko jemlješ magnezij s predpostavko, da delaš nekaj dobrega zase, ne pogledaš pa, kaj so pomožne sestavine. In jaz sem glede tega ful stroga, zato ker si mislim, itak vnašam sestavine, kjer, te dodatke v določenih primerih, če greš ven jesti ali karkoli, ne boš kompliciral, ne boš dajte mi sveže vse narediti, itak da ne, tudi če kadarkoli vsake toliko poješ obrok, ki je visoko procesiran,
ne bo konc sveta. Problem je samo vsakodnevno vnašanje. Ne? V glavnem, kvaliteta teh proizvodov je ključna. Poglejte sestavine, manj jih je boljše. Pač, a veš, ti moraš gledati, ok, prej sem omenila vlaknine, sama sem jih jedla, nisem bila pozorna. S prepričanjem, da delam nekaj dobro zase. Pogledam, full stevia, ampak to sem šele takrat, ko sem začela pripravljati to objavo o sladilih. A veš, Potem druga stvar, ki jo dodajajo, so kakšni emulgatorji, da povečajo stabilnost, so polnila, a ne, tega ne rabeš. Ti, če jemlješ B12, jaz imam B12, ki ima 2 sestavini, B12 pa kapsulo, ki se ne absorbira. A veš, 2 sestavini, ker B12 jemljem, ne jemljem zraven še... Se to, ne. A veš, in pač, tu je pa na vsakem posamezniku, pa še to hočem reči, a veš, samo zato, ker jaz, pa ti jemlješ, a ne, ti je osnovna, mogoče kdo, ki je ful športno aktiven, mogoče kdo, ki ima pomanjkanje, to je treba pa pač preveriti s krvnim testom in personalizirati na tvoje potrebe. Nismo vsi ljudje enaki. A ti povem eno zanimivost glede črevesnih bakterij, niti 2 človeka na tem svetu nimate enakih. Tvoj črevesni mikrobiom, torej skupek tvojih mikroorganizmov je tako individualen zate, kot tvoj prstni vtis. A veš, in tega se moramo zavedati. Ni one pill fits all, nikoli ne bo, a ne? Se to, ne. In treba se je vedno doma preverite omare, če imate težave, to sledi, a spet, a veš, ko dobim pismo, sem ful zaprt, sem ful napihnen, daj povej mi, kva jemlješ. Prvo vprašanje. A veš, ko ti lahko ustvariš težave, ti po defaultu mogoče nimaš težave z zaprtostjo, pa vedno rečem, a me jemljete kakšen kalcij, a jemljete kakšno železo, a veš, a jemljete kakšne močna protibolečinske tablete. To vse povzroča grozno zaprtost, pa zdaj ne rečem, nehajte to jemati, rečem, najdi alternativo, ki jih je na trgu milijon, ker zdaj s temi suplementi nas bojo menda zasul, a ne? A veš, obstajajo alternative, ki ti bojo bolj ustrezale. A veš, ampak to je pa tvoj job, da pač raziščeš in najdeš nekaj, kar ti ustreza, ne? Ja, se pravi, če povzamem, kar se tiče suplementov, gledaš, da je čim manj sestavin, da je una glavna zraven in da pač so verjetno v teh kapsulah, ne toliko v tabletah. Ali to nima veze? To nima veze. Ok, ker meni je en prijatelj dolg nazaj že rekel, da ne jemlje magnezija v teh, da ima unga, ki se ga raztopi. Jaz ga imam tazga, ki se raztopi. Ja, ne tega v tabletah, zato ker v teh tabletah imaš ti 20% dejansko magnezija, 80% imaš drugih stvari, ne? Tako, in tega ne veš, ne? Veš, in tudi treba je kupovati zanesljivih virov, to pa rečem zato, ker to ni tako regulirano. Jaz lahko jutri ustvarim suplement, ga dam na trg iz že obstoječih sestavin, ki so bile na trgu pred letom 97, a ne? In lahko tu marketam kot boste zdravi, a ne bla bla bla, ampak v bistvu ne dam not aktivne sestavine. A veš, to pomeni, da je v bistvu placebo, da je pač sugar pill, a ne? Se to, ne. A veš, in pač moraš biti pozoren, a ne? Glede magnezija je pa tako, ne, jaz sem jedla ful dolg magnezij, ki mi očitno ni ustrezal. Kako si vedela? Vedela sem, ker sem imela krče, ampak nisem pomisla. A veš, sem bila noseča, šla sem v lekarno, dajte mi magnezij za nosečnice. Starja, ni magnezij proti krčom? Ja, seveda, ampak meni ni noseča sem bila. Veš, jaz sem tako pol brain dead, bi se temu rekla. Ja. A veš, in sem to jedla in jaz še kar krče v nogah, pa tako. A veš, ampak sej proti koncu nosečnosti magnezija tak ne smeš pol več jemati, ne? In potem, ko sem pa rodila, sem še kar to jemala, ampak sem imela en kup težav, migrene na 14 dni, res migrene. In zdaj jem magnezij, ki ima 6 različnih oblik in se to vse očitno mi ustreza. Jaz ne rečem, da je to za vsakega, ampak meni ustreza, 3 mesece sem brez glavobolov, pač prkam, boljši spanc, nobenih krčev, nobenega PMS-a. Pač, a veš, tako, life, ni pa to magnezij, ki bi recimo ustrezal vsem. Odvisen. Ali je dejansko toliko advanced, da če bi recimo... Ja, ljudje, ki imajo pomanjkanje, naprimer, jaz ga očitno imam, ker če imam non-stop krče... Nisi pa delala krvne slike. Nisem šla. Jaz moram iti tudi. Jaz tudi moram iti. Moram iti, to je pa naslednji... Ja, ker jaz sem že hotel iti, ne vem kdaj, pismo, 2 let nazaj po moje in imam napisan še kar v novcih, točno kaj moram pogledati, ne? Ja. Lih zaradi suplementov. Ker jaz imam občutek, da ne rabim nič. Ja, pa bo brez suplementov 1 mesec, pa se pet testira. Sej to, a ne? Sam ne vem, če bo 1 mesec dosti, to sem zdaj na pamet rekla. Pač, ampak, po moje bom mogel, zato ker, veš, sem uno tako, zakaj to jemljam, a ne? Ja, itak. Ampak v glavi je uno, veš, preventiva. A veš, spet, to je marketing. To delajo ljudi, mislim, lej,
nekdo, ki ti oglašuje, pa vem, da si ti v tem, ne? Ja. Ampak nekdo, ki oglašuje, nima Nisem več, včasih. veš. Nisi več. Ne, stopu, ker mi je ogabno. No, a veš, ampak o tem govorim, nekdo, ki bo hotel nekoga spromovirati, whatever it takes, a ne? Ampak a je res to? Lej, vitamin C, ne, naprimer. Ja, je osnoven za delovanje imunskega sistema. Sem, če ga imaš ti doš, ne boš ti upgradeal imunski sistem. Pa ti spili limonado, stari, veš. Ja, a veš, ne, ampak tako, moraš malo prefiltrirati, a ne. Ja. Jaz pač po svoje, jaz mislim, da je največji faktor, kako se ti počutiš. Če nimaš ti neke kronične utrujenosti oziroma nekih težav, nekih krvavečih dlesni, nekih, a veš, krčev. Pri meni je bil krč dober indikator. Pri migrenah pa nisem pomislila na magnezij, iskreno. Migrene sem pa imela in slikanje glave in vse, a veš, pa vse okej, hvala Bogu. A itak, če sem imela na 14 dni na urgenci, veš, pač, ker migrena je kar hardcore, ne. A veš, in sem iskala rešitve in... Magnezij dejansko je bilo to, kar ti je pomagalo pri migreni. Ja, jaz mislim. Wow. Jaz mislim, ker pač jemljem ga 3 mesece redno, res redno, a veš, in vidim ful izboljšave, ne. Pač zdaj ni pa spet razlogov za migrene je veliko neodkritih, veliko je lahko stres, veliko je lahko, a veš, psiholoških komod. Tako, tudi napor po rojstvu, a več itak, ne, ampak pač... Kako si, oprosti, ampak zdaj, mi že 2-krat sem te hotel vprašati, pa res ne bi rad pozabil. Kako si pa, ti imaš koliko otrok? 2, en je star skoraj 4, en je pa 15 mesecev. Ja, a si kaj, ko se je te prvi rodil ali pa te drug, kakorkoli, a si začela tudi za dojenčke prehrano kaj študirati? Ne, jaz sem imela, naprimer, že na faksu v Kanadi, preden sem imela otroke, smo se ful učili o pomembnosti dojenja, a ne? In pač potem, ko sem pa imela svojega, ne, o tem uvajanju hrane, pa to je bilo pa vse na novo zame. Pač, a veš, prehranja otrok čim manj procesiranega, čim manj sladkorja, čim manj, a veš, problem pa jaz imam z malčki, ne, a veš, mi, naprimer, ne, nam govorijo, izognite se sladilom, izognite se procesirani hrani, no, to za otroke je še bolj ključnega pomena. Zakaj? Zato, ker če gledamo razvoj črevesnih bakterij, prva 3 leta je to organ, ki se razvija. Prva 3 leta je to organ, ki je zelo ranljiv. Prva 3 leta je to organ, ki je nestabilen. In vsak zunanji faktor lahko tu toliko spremeni, da v bistvu povečamo tveganje za določene bolezni pri malčkih. In ni nek rocket science. Čim manj procesiranega, čim več juhic zelenjavnih, pa tako, ampak jih doma delaš, a ne? Čim manj sokov, žal, a ne? Ampak na srečo v vrtcih, kjer imam jaz svoje, voda, top, a ne? Voda, čaj, ne sladkan. Super, več pa ni, ne? A veš, ker to je tisto, kar delam vsakodnevno. Im dam sladoled, dam čas, mislim kaj, ne? A veš, ampak ni pa to tako non-stop, a ne? Zdaj sem šlo gledala ena fulfaca na Instagramu ima te eksperimente za malčke, ne, in dela sladoled doma, a veš, da kocko ledu, let okrog in ti narediš sladoled v real time pred otrokom, a veš, ampak je ena sestavina, je čokoladni mlek, a veš, tako pač. Ja, in veš, preko igre, pri otrocih je vse preko igre, da jim nekaj prodaš, a ne, ker mora biti zanimivo in interaktivno, ne. A veš, tako da me pa moti tu, naprimer, jaz imam ful težave zdaj s tem, da ko ima otrok vnetje ušes, a ne, dobija antibiotik, je poln sladil. In tle nimaš kaj. Ja. Do 2 let je pač pravilo. Sej ne boš perfekt, a ne? Ja, ne boš perfekt, sama veš, med tem, ko daš ti antibiotiki, ni tak razbiješ črevo na prav faktorje, a ne, z antibiotiki, ker naloga antibiotika je ubiti živ mikroorganizem. So nespecifični, to pomeni, a veš, boš pobil, sploh pri malčkih, ne, ampak so zdravila, ki rešijo življenje. Dejstvo, je itak, da boš dal nekomu antibiotike, če ima vnetje ušes, a ne, zraven pa en kup aspartama. Aspartama, ki je na rdečem seznamu za odrasle, ja, ne vem. A veš, to se mora spremeniti, to mi gre na živce. Kako pa se to spremeni? Ja, ne vem, mora, ne vem, kakšni zakoni ali karkoli, tle pa ne mene spraševati, ne vem. To so te pomanjkljivosti, trenutne veš, nekaj je, če ti otroku daješ dodatke, ki ima polno sladil, to je tvoja osebna odločitev. Tle pa kot starš, je pa zelo neodgovorno, da mu ne bi dal antibiotikov, naprimer. A veš, potem so vsa protibolečinski sirupi za otroke, kot so, ne bom zdaj naštevala, ampak pač, ne, polno sladil. Glavna sestavina so sladila. Zakaj, da ga lažje konzumira? Ja, zato da je sladko, ne, da bo pač spil, ne. A veš, sam...
mislim, se že če pogledava, jaz mislim, da se bo pač to spreminjalo, da se že spreminja, sploh zaradi tega, ker ljudje ratujemo bolj ozaveščeni. Jaz sladkanih pijač praktično Ne pijem. nisem spil že ne vem koliko cajta. Ajde, Ja. da mi zasede un Red Bull enkrat na let Itak. na golfu, cik, pa še pol mi je žal, da nisem raj pera spil, a veš, kaj mislim, a ne. Ampak tako pogledam, veš, po policah v trgovini in sem tako, stari, pa kva to prodajajo, stari? Zakaj? Pa si rečeš, itak je denara, ne, in valjda pumpaj marketing in svašta in navleč ljudi na cuker in cuker te bo pač obogatil do konca lajfa. Ja. A veš, ampak le je zdaj tako, ne, ti imaš prav. Jaz vem, da spremembe bojo in vem, da bo na določeni točki bo tu prišlo efekt, ampak najni otroci so zdaj majhni. Ja, res je. A veš, in najni otroci so izpostavljeni na vsakem koraku. Pač. Enega gosta bom imel, ki delajo z svojim projektom Male revolucije v prehrani za dojenčke. Torej za malčke, dojenčke, ne vem, se pravi prva 3 leta, ker tudi oni so mnenja, da prva 3 leta so ključna za otroka. In delajo prav te, ne vem, kako se že reče, zdaj sem pozabil, ampak v glavnem bo o tem govoril. Iz tega razloga ga bom povabil, ker me res to zanima. In je znanstvenik, ki se ukvarja samo s tem, se pravi prehrano za dojenčke. Tako da to bo po moje kar kul epizoda. Pride pa zdaj le zhmal, v roku 1 meseca. A res? Top, to pa moram pogledati. Ja. To pa moram pogledati, ja. Ja, in je v bistvu v startup fazi projekt, tako da bi jim tudi jaz rad dal malo boosta pa glasu, ker verjamem, zraven je en človek, ki mu zaupam, ki mi je dal tudi ogromen dobrih nasvetov za vzgojo, iz vidika, skozi imajo recimo piknike v naravi, pa take zdaj, otroci praktično živijo neko to raziskovalno življenje, ki bi tudi jaz rad, da ga moja. Da se ji dogaja, da raziskuje, da se plas, da je umazana. To je to, to je to. Ne. To je tudi za črevesni mikrobiom zelo pomembno. Idealen scenarij za otroka bi bil, da je rojen, pač to je idealen, ker dvomim, da je to dosegljivo, ampak sam bom naštela par stvari. Rojen vaginalno, dojen, živi na kmetiji, oziroma je izpostavljen naravi, ima veliko bratov pa sester. Ana, si slišala? Ja, pa da ima čim manj teh začetnih okužb. Tako ti tvoje črevo, da ima čim manj antibiotikov, seveda, tako ti tvoje črevo zori, ker prva 3 leta je to neka tako kompleksna pot, da še zmeraj ni čisto točno definirana. Veš, pa spet odvisen, v katerem delu sveta živiš, boš imel drugačne projekcije. A veš, prva 3 leta so ključna in glih zato je... Jaz se zelo rad fokusiram na ono, kar manj kontrolo in to tudi rad govorim na tej platformi, da pač fokusirajte se na ono, kaj lahko kontrolirate. Veš, ne govori, da si bolan zato, ker prodajajo Coca-Colo, ali pa da si prekomerne teže zato, ker pač imaš stresno službo. A veš, tukaj ni kontrole. Ja, drži, pač tudi, naprimer, debelost je večfaktorska bolezen. To pomeni, da z eno stvarjo, če ti razrešil eno stvar, če ti jedu junk food, pa imaš full stresen job, pa imaš zraven še neke predispozicije za debelost, ki si jih akumuliral prva 3 leta življenja, ker to tveganih, ki sva govorila in tako dalje, da list goes on. Če ti rešil, samo prehrano včasih ni dovolj. In to jaz vedno poudarjam tudi na svojem profilu, ker nekdo, ki je, ne vem, nekdo, ki ima težave z zaprtostjo, in ne razreši teh travm iz otroštva, ki ne razreši tega, lahko je travma leta nazaj, ki se sploh ne zavedaš, in ima tist zakrčenost, in boš zaprt, ti imaš lahko polno prehrano, imaš gibanje, imaš jogo, imaš sproščanje, ampak če nimaš pogovora z nekim strokovnjakom, da bi res to razrešil, potem ti lahko problem se vleče leta in leta. V bistvu ti konstantno rešuješ posledico, simptome, vzroka pa ne. Točno to. Se lih zato klej jaz, pa to ne rad govorim, ampak pač mi farmacija ne diši lih najbolj, ker dejansko konstantno pač samo zdravijo razlog, ne vem, ni nekih, a veš, ne bom rekel vse, ampak ne vem, pač
Jaz trajam malo potrpim včasih, pa si rečem, ok, dokler ni res hudo, ne bom vzel tableta, saj recimo za kakšen glavobola. To je fair. Je pa tako, jaz tudi tako vidim, naprimer pri hudih črevesnih težavah, kot je naprimer pri kronovi bolezni. Ne? Kronova bolezen je doživljenjska bolezen in ti imaš te napade izbruhe, ki pridejo v valovih. Imaš napad in je res zelo hudo. Kaj pa se zgodi? Bolečine, take bolečine, da pač driska lahko v črevesju, seveda. V črevesju to je huda vnetna črevesna bolezen in zdaj so ugotovili, da so celo predpostavke, da ni več to avtoimuna bolezen, ampak je bolezen imunskega sistema, ki napada non-stop tvoje črevesne bakterije in te bakterije pač umirajo in se ne morejo pomagati. Ne? Ampak, ko pride do napada, edino, kar te reši, je pač intervencija zdravnika, zdravil, veš, da ti olajša simptome. In znan gastroenterolog je rekel, to je tako, kot bi imeli vi v gozdu požar. Vi lahko življenjskim stilom med enim pa drugim napadom ga odmaknete daleč v prihodnost, če skrbite zase, če delate na preventivi. Napad bo prišel, sem na mestu, da bo čez en mesec, bo prišel čez pol leta ali pa čez en let. Ampak, če imate vi v gozdu požar, pa ne boš suti novih dreves saditi. Ne, valjda, Boš pogasil požar in tle pride farmacija noti. To je pač neprecenljivo, z mojega vidika. Ful dobro si mi to povedala, hvala ti res. To sem rabo slišati od nekoga že dalj časa. A veš? Simpel je in se mi je usedel, ker neko blokado sem imel, nisem hotel nekako sprejeti, ne vem, po moje, da je to še iz nazaj. Ampak res je, gasiš požar v bistvu polpa. Isto, veš, antidepresivi, sej jaz ne verjamem v njih, da komorkoli pomagajo, moje mnenje, to ni splošno mnenje. Ampak človek, ki je globoko v depresiji, ki ne zna, ki ne vidi poti ven, mu pa pomaga, da lahko pač odpre oči in začne potem delati na preventivi. Absolutno. In isto je za farmacijo, tako da hvala, da se mi to mogoče, veš kaj, mogoče je tle ta problem, da se jih preveč predpisuje. Se strinjam, da se jih prehiter in preveč. Preveč časa, predolgoročno. Tako. Da je pol že neka odvisnost. Ne? Tako, seveda. A veš. So pa, naprimer, ful zanimiv črevesnih bakterij. Sem tako, da dam neko perspektivo. Zakaj? Zakaj sem sploh odprla ta profil? Se mi zdi, da moram deliti to zgodbo. Jaz sem sred noči dojila in berem članek. In berem članek o tem, kako je pri začetku kemoterapije pomembno, kaj imaš v črevesju. In jaz tako, kaj? A veš, tako, malo me je resetiralo ob 2 zjutraj, jaz tako gledam ti spadaj. A veš, in tako, wow. In so se mi začeli puzli zlagati. A veš, in sem razumela, da pač bolj, ko imaš različne bakterije v črevesju, večja je verjetnost, da so ti odzval na kemoterapijo, ki targetira delovanje tvojega imunskega sistema. To se pravi, middleman so pa te bakterije. In ti rabiš to, da bo kemoterapija učinkovita. In ko so delali poskuse, kaj so delali? Dali so iz človeka, ki se je odzval na kemoterapijo uspešno in je pač rak zginil, so pogledali črevesne bakterije in so rekli, wow, ta ima pač ful raznolike črevesne bakterije. Potem so pa pogledali človeka, ki se na kemoterapijo ni odzval in je mu zelo usiromačene črevesne bakterije. In pa so rekli, hej, kaj pa če mi od tega, ki se je odzval, vzamemo te črevesne bakterije, presadimo v tega človeka, ponovimo kemoterapijo in vidimo, kaj bo. In se je odzval. Wow, da nehi. In zdaj je tu en kup kliničnih študij. Po Evropi temu se reče presaditev črevesne mikrobiote, fecal microbiota transplant. In to se zdaj uporablja za en kup. To je še v zelo povojih. Ima svoje tveganja. Sem nekdo, ki se že ni odzval na kemo, pač probaš, kar je, In ravno zato je bil ustvarjen profil znanstvenica. Dejmo, predikcije so, da v parih letih bo 50% imela raka. Ampak dejmo biti pripravljeni na to. Dejmo optimizirati svoje črevesne bakterije, dejmo imeti živalski vrt v svojem črevesju, dejmo ga hraniti, dejmo, da bojo delali stvari, ker bakterije nam dajo funkcije, ki jih mi kot ljudje nimamo. Presnavljanje hrane, proizvodnja vitaminov, potem razgradnja samih zdravil. Ena zdravila rabijo pač črevesne bakterije, da sploh postanejo aktivne. Potem komunikacija z možgani, proizvajanje hormonov sreče. En kup stvari delajo za nas in mi moramo to
hraniti, negovati in vsakodnevno skrbeti za to. Ja, pravijo, da ima, se pravi, gut, kaj pod gut štejejo Američani? Gut, pač tanko debelo črevo. Ja, to je gut. To je Da gut. ima svoje možgane v bistvu. Enterični živčni sistem, ja. Kaj to pomeni? Da mi malo razloži, ker jaz sem to slišal, pa vagus nerve sem slišal, Vagusni živc poteka iz možganskega debla po celotnem delu tvojega črevesja. In ti imaš te živčne končice, a ne? In ki se odzovejo na določene kemikalije, ki jih ali izločajo tvoje bakterije, ali jih izloča tvoje lastno telo, in potem poteka ta informacija v tvoje možgane, in možgane reče, aha, to pa to se dogaja tam spod, dajmo to pa to narediti. A veš, to je tako, naprimer, kakšen primer bi dala, glih ta vagusna zakrčenost, a ne, pri stresu, ki ga nosiš v sebi, je ponavadi lahko razlog za zaprtje, zaprtost, a ne, človeka. In ko začne človek delati dihalne vaje in se sprošča, se lahko te težave dostkrat odpravijo, a ne. Enterični živčni sistem je pa avtonomni, to se pravi, je neodvisen od možganov, v bistvu je pa samo svoj. A veš, je pa sistem, ki ti nadzira, kako se hrana pomika po tvojem črevesju, pošilja informacije na druge dele telesa, a ne. Pač je nek sistem, ki ga imamo in opravlja funkcije avtonomno od naših možganov. Ampak informacije pa potekajo z vseh strani. A veš, naprimer, tvoje imunske celice prejemajo informacije od naših bakterij, a ne? Razumeš, pač imunske celice dobijo neke delčke bakterij, ki rečejo, ok, tole je nevarno, to ni nevarno, moramo odreagirati. Ja. Ampak tudi tvoj imunski sistem lahko bakterije pobije. A veš, kako sem omenila Crohnovo, ne? Ja. Lahko se odloči, da je ta del črevesnih bakterij neprimeren in jih bo začel izločevati, a ne, in pobijati. Kar reče, da se odloči, a to je to, da v bistvu je Ja, in to je izobraževanje imunskega sistema. Veš, prve 3 leta življenja se to izobražuje. In zdaj pazi, če je to izobraževanje neprimerno, to se pravi, bakterije izvajajo pritisk na imunske celice. To je glih tako, kot bi bilo vse naivno. A veš, da morajo prijeti imunske celice v stik z določenimi bakterijami, da pol vejo, kako odreagirati, ker pride res nevarnost, ne? Zdaj, če tega izobraževanja ni, ker bakterije niso prave v tistem času v življenju, potem imaš večje tveganje za nastanek alergij, ko otrok odraste. To ni tisti trenutek. Ja, ampak to je tako. Pol mi vedno starši, joj, pa moj je bil prek carskega reza, pa na formuli je, that's okay. Ampak bo pa pač mogel bolj paziti v življenju. A veš, ker neka tveganja, ki jih nosimo, en profesor, glih ta Dirk Haller, ki me je navdušil za črevesno zdravje. On je vedno poudarjal, naši geni so kot nabita pištola. Vsi imamo tveganja. Ne vemo sicer zakaj, a ne? Ampak okolje bo pa pritisnil naš proživc. Ja. A ne? In okolje pa mi v veliki meri lahko kontroliramo. Ja. Jaz sem slišal tudi zato, ker so rekli, zdaj ne vem, ali je to res ali ni, tako da ne me zdaj kle držati za ono. Ampak je rekel en gospod je razlagal, neko predavanje je bilo in je rekel, da v bistvu ne obstaja dokaz, da je rak recimo genetski, da je okolje, v katerem je človek odraščal in navade in istočasno torej obnašanje travme, ki se v tem okolju dogajajo, so se prenesle na tega človeka, zato je tukaj velika verjetnost, da če so starši imeli, bo imel tudi on, če se ne bo pač osvobodil od tega okolja in miselnosti in predelu stvari. To sem slišal na Instagramu, tako da ni nič, a veš, znanstveno. Me pa zanima, kako ti to vidiš, pa če je kakšno znanstveno dejstvo od zadaj glede tega. Prva stvar, raki so si zelo različni. Naprimer, tudi rak prsi ima lahko, naprimer, ne vem, 100 različnih oblik raka. Ja. Sam rak dojke, a veš. In je, tako kot debelost, je to kompleksna bolezen, a ne? Je več faktorjev. So raki, ki vemo, da so zelo odvisne od genetike staršev, odvisne od in se prenašajo iz roda v rod. So pa raki, ki so random. Bilo je enkrat celo en članek objavljen, it's random, you'll get cancer. Zakaj random? Pri vsaki delitvi celice v tvojem telesu, ki by the way se skozi dogaja. Ti skozi, veš, kaj sem rekla, črevesje se obnavlja na 3 do 4 dni. To sta
2 tenis igrišča celic, če bi ti to raztegnil. Wow. Exactly. A veš, to je površinsko crazy, a ne? In do napak vedno pride. Pazi, ampak imamo mi mehanizme, ki to sproti popravljajo. In ti telo to sproti popravlja te mutacije, ne? Pride pa do stresa, pride do napak, ki se ne popravijo in se nekontrolirano delijo. Ena od genov, ki je velikokrat okvarjen pri rakavih bolnikih, a ne, in tkivu, je gen za samomor. V bistvu gen P53, to je apoptosis gene, ne, to je pač apoptoza, to je tista v bistvu mirna smrt, ne, in vsaka celica ima življenje. Od trenutka, ko smo rojeni, smo na celičnem nivoju samomorilski. A veš, jaz to tako vedno povem, ne? A veš, na celičnem nivoju. Ja. Ker ti, ki si se rodil, bil čist drug človek kot zdaj, ker so se vse celice že tokrat zamenjale, ne? Ampak, če pride do okvare tega gena, ki bi mogel reči, hey, it's time to go, a ne, let's go, po mirni poti, ne? In se ta celica potem ne odstrani in se začne nekontrolirano dojiti. In se ta napaka ponavlja iz enega cikla v druga. Pomaš pa Pizderijo. v nekih primerih pa raka. Ja. Kaj pa preventivno človek lahko dela, recimo proti raku, a sploh lahko kaj? Ja, pač mislim, da to je tako, no. Kot rečeno, vsi imamo neka tveganja, zdaj jaz ne vem, kdo je bolj podvržen, kdo je manj, a ne? Ja. A veš, kad tudi folk mi reče, ja, pa se je cel življenje kadil, pa ni dobil raka. Ej, bravo, pač očitno je genetic lottery zadev, a veš, ali pa neki, je mu ful nestresno življenje, pa je pač super. A veš, nekdo pa samo, ko v prostoru sedi z ljudmi, ki kadijo, razvije pljučnega raka, zato ker je mu pač tu večje tveganje. Ampak dejstvo je, neizpodbitno, da kajenje pospešuje nastanek raka in je karcinogen, ne vem, 300 ali koliko karcinogenov je v eni cigareti, a ne 300, ne 300, a veš. In z vsakim cigaretom povečuješ tveganje. Ga boš daj dobil v življenju? Ja, odvisen. Ja, spet saj to, odvisen od življenjskega stila, od stresa, od en kup drugih dejavnikov. Tako da ni to preprosto, Ja. a veš. Jaz mislim, da lahko kontroliramo do te mere, da skrbimo zase. Ne? Zato Točno to. sem tudi vesel, da ste danes sklepali. Preventiva. Smo zavestla pač pomen tega zdravja in ni veliko treba narediti. V bistvu, zato sem tudi hotel, da poenostavljava, kar se da poenostavljati. A ne? Ker se mi zdi, da pač bod v gibanju, spi, poskrb za odnose, torej stres, hrana, neprocesirano, kar se Tako. da manj sranja, a ne? Tako. Pa pač, ne vem, posluši svoj telo oziroma hidracija. Ja, pa pozabila sem moment, tudi gibanje je izrednega pomena. Ja. Gibanje je izrednega pomena, tudi zaradi, sem prej rekla, zaradi sproščanja telesa, pa tudi zaradi ciklanja telesa. Ne? Naše telo bi moglo vsak dan odvajati in da mi spravimo naše telo v tisti ritem. Ja. A ne, moramo imeti in urejen spanc, in urejeno gibanje, sproščanje, da se tudi naš živčni sistem umirja, a ne, da lahko potem normalno odvajamo. Ne? Ej, to mi deli, da sem se spomnil, da nisem pozabil. Kaj pa fasting, torej post? To pa res ne vem. Jaz nisem strokovnjak, ampak v teoriji... Me zanima, a ga ti prakticira? Ne še, sem pa... Jaz ga. Aha, intermittent tega. Ne, time restricted eating imam jaz. No, sej to je to, ja. To je verjetno to. Ja, to je to. Sem pa že delal tudi, mislim, da največ sem delal 92 ur. Ja. Voda. Nič slabega po moje. No. Iskreno ne bi rada šla naprej v tej smeri komentirati, ker ne vem. Ampak time restricted eating, to pa pomeni čas, ko ne jemo v dnevu. Ja. Je pa zelo pomemben, zakaj, da naredijo bakterije pri tebi v črevesju tisti regular maintenance, vzdrževanje zdravja, da to črevesno bariero pustiš na mer, da nimajo dela s presnavljanjem hrane, ker to je del, pa naporno, pa radikali se spuščajo, a največ, te radikali so tudi tiste molekule, ki poškodujejo tvoje črevo, ne? In potem moraš dati čas, da se to opomore in čas, da telo spet zacikla. A veš, zjutraj. In ravno to, da imaš ti, ne vem, čakaj, jaz jem nekje 10 ur na dan, 14 pa ne. A veš, in imaš, ti si organiziraj, a veš, odvisen, enim to pomeni... Malo se igre, a ne? Ja. Tako, če tebi ustreza jest že ob 8, ne? A veš, pol ne predpozen jest, če pa tebi ustreza jest kasneje zvečer, ker imaš otroke spraviti, pa tako, ne?
pa me je prvi obrok ob 10 in potem imaš tisti window, ta okno, ko ne ješ. Koliko je dober, da je to okno dolgo vsaj? Glede na črevesne bakterije, to povzemam izobraževanje, ki sem ga delala preko dr. Vil Bulsijeviča, to je nek priznan gastroenterolog iz Amerike, je on rekel, idealno ne bi jedli nekje od 12 do 14 ur, kukar pač držite. A veš, se pravi, naj ne bi jedel. Tako, to se pravi 12 do 14 ur. Tako. Okay. Fajn bi bilo, da bi jedel 10 ur na dan, a ne? Pa se to pa ni tako heavy style. Ja, sama veš snacking. Snacking je pa pizderija, ne? Jaz sem ga eliminiral, kakor se da. Res. Ja. Nič je nič, a veš, v smislu, če ti rečeš, bom nazadnje jedel ob 8 zvečer, nema, voda je potem. Ja. Ali pa nesladkana kava, ker tudi če nekdo reče, lahko kavo ješ, ali pa piješ, na zdravje. Jinx. Zdaj je bovale. Shit. Sorry. Ni panike. Ja, tudi če piješ nesladkano kavo. Ja. Vse moraš nesladkano, ne? Ker problem ni kava, problem je, če bi ti dal še smetano gor, pa mlek, pa cukor. Piškotek zraven. Pa piškotek, ne, tu ni fest, ne? Ti moraš če ne ješ, imaš pač tisto pauzo, ne? Ja, ker če zdaj računal sem v glavi, ne, se pravi, da ti poješ zadnji obrok, rečemo, ajde, ob 8 zvečer. Že to, če ti ješ ob 8 zjutraj, je 12 ur. Jaz ponavadi jem zadnji obrok, ajde, rečemo ob 8, prvega v dnevu pa jem okoli 1. Torej, jaz imam dejansko... ampak tako mi paše. Pazi, jaz zjutraj treniram. Jaz grem v gym. Res, na tešče. Wow, okay. In veš, kakšni so to treningi? Pač jaz potegnem ven energijo, ne? A res? Veš, na to se jaz ne spoznam tako, da je težko. Ampak jaz sem to videl, a veš, meni so skozi govorili zajtrk, je zajtrk. Jaz sem se vedno silil z unim zajtrkom, meni ne paše. Ja, se tudi ne. Mi gremo v hotel, jaz ko prijem na hotelski zajtrk, jutri sem tako, jaz se moram pripravljati, da bom jedel, stari. Ja. Okej, pustimo, če grem ob 11, 12, branč. To je branč. To mi sede na polno. Jajčka kakšna pa to, a ne? Ali pa jogurt s kakšnim sadjem. To mi ful paše jest, ampak ne prehmal. Ne prehmal, no, jaz mislim, meni zjutraj kava in to je to. Pač ja, in tudi en gospod je razlagal za longevity, torej dolgoživost, ne, da malo obrokov ima. Torej, on je rekel, jaz imam en obrok na dan, ampak ta obrok imam kalorično bogat. Ne? Torej, da naj bi bilo najbolj za človeka, da bi jedel enkrat do dvakrat v čim manjšem razponu časovnem in čim dalj časa ne jedu, torej ne konzumiral nič. Ne? To je najbrž, mislim, to lahko mogoče šlo pri moških čez, ampak pri ženskah pa cikel, imaš pa večje potrebe, naprimer v določenem času, ne? Naprimer tik pred menstruacijo ali pa tako so potrebe večje, ne? Tudi izgube krvi med menstruacijo, pa tako moraš jesti. So čist drugače, veš, jaz vidim tako v mesecu, koliko jaz kakšen dan čist ne potrebujem, so pa dnevi, ki pa res moraš poskrbeti zase in dati, kar rabi, ne, telo. Ja, super, da si to omenila pa ozavestila. Jaz včasih malo preveč iz lastne izkušnje govorim tudi o teh zadevah in pol sem tako, ampak za žensko ni isto. Ne, in veš, kaj je problem? Veliko znanstvenih študij je narejenih na moških, ker so lažji za samoanalizo. Manj je nihanj v moških. A veš, hormoni, ti bi mogel, če bi delal študijo v ženskih, dobiti ženske, ki so na istem delu cikla. Sam res. A veš, praktičnosti ni, ampak smo tle. In je treba to začeti tudi izvajati, ker večina zdravil tudi je testirana na moških. Spet problem. Iskreno problem. A je varno na ženskah? Pa kdaj? Pa kdaj, ne? Na to sploh ne pomislim. Ja. Dejansko če bi vaš organizem gledal, je verjetno različen. Zelo različen. Glede na cikel, ne? Tako, na cikel. Pa še nosečnost tukaj. Pa nosečnost, pa menopauza, pa to je vse pač tako, ne? Tako da ženska smo definitivno bolj kompleksna bitva, bi se rekla. A bi kaj sporočila ženskam, tako nasplošno, ker zdaj, veš, nekje, da se mi da pogovarjati, avtomatsko meni govoriš kot moškim. Kaj je tazga, ki se razlikuje pa na ta pogovor danes, ki sva ga imela, da je pa za ženske dober, da bi jim ozavestila, mogoče neko zdravo navado, karkoli tazga. Mogoče ne se bati hrane, ki je neprocesirana, a veš, ne biti lačne. Na dolgi rok, če si lačen, si delaš več škode kot koristi, a ne?
Ne se stradati, ker v bistvu sprogramiraš svoje telo na to, da porabi manj. In ko ti nehaš to stradanje, temu se reče jojo efekta, ne? In ko ti nehaš to stradanje, bo tvoje telo še vedno navajeno 1500 kalorij na dan pokurt, ti boš pa vnašal 2,5 in boš dobil težo, ki jo boš presegal pred tem, ko si začel hujšati. Jaz vedno polagam na srce, jejte neprocesirano hrano, bližnjic do izgube telesne teže ni, je samo sprememba v življenjskem stilu in vztrajanje do konca življenja. Pač nekaj, kar lahko vzdržujete, ne se zdaj zagnati, za poletje, pa potem imeti en kup težav zdravstvenih po poletju, in še težje izgubljati so telesne teže. Odločite se za te minimalne spremembe v življenjskem stilu in bodite srečne. Wow, bravo. To mi je všeč, res nisem vedel, kaj pričakovati danes, pa ti bom samo tako povedal, da boš sabo lahko nesla. Ljudje, ki znamo, bom kratko rekel, iz zakompliciranih stvari narediti zadeve jasne, preproste in jih predstaviti na način, kjer je zraven tudi neka energija, kjer je zraven tudi ta naša strast do tega, kar govorimo, smo najboljši prenašalci sporočil, zato da se ljudje lahko zbudijo. To mi je več ljudi rekel in sem tudi jaz to pri tebi začutil. Tako da ti želim več glasu, več kreativnega ustvarjanja, ki bo ljudi zbudil. Ker res to ne moreš pač povedati drugače kot takole, ko začutiš, se mi zdi, da je odzadaj neka pristnost pa neko zaupanje, ne vem. Da mi nisi komplicirati prišla sama, veš, pa mi razlagati člankov, pa gled na mene gledati, kako što ti razumel, pač naredi 2 doktorata, pa pridi nazaj Miško, pa se bova pol pogovarjala. Tuk sem vesela, da si to rekel, vse mi pomeni, res, ker bistvo je, da namen profila znanstvenica je ozaveščati slovensko populacijo. Ogromno sporočil sem dobila, pa dej v angleščini. Pa sem rekla, ne. Veš zakaj? Zato, ker če si Anglež, imaš na YouTubeu pač asortiment kvalitetnih objav. Če si Slovenc, pa če si majčkeno starejša populacija, ti lahko prodajo glih karkoli. In jaz sem tle, da pač razbijem te marketinške fore v smislu, jejte to, da boste zdravi. Ne, pejte domov, skuhajte si sami obrok, pa je to. A veš, je komplicirati. Tako, nahranite črevesne bakterije in boste videli spremembe v počutju. Pa vedno poslušajte sebe. Če ti ustvarjaš neko novo rutino in se pri tem počutiš glih tako, da boš čez 2 dni pokojni, pač nekaj ni okej. Poslušaj telo, kaj ti sporoča, a veš. In znanstvenica je bil ustvarjen s tem namenom, da se ozavešča ljudi o znanstvenih tematikah na podlagi rezultatov, referenc, jaz vedno v objavah dam reference do originalnih člankov, kogar zanima in se hoče v to poglobiti, tudi pošljem PDF-e, ni problem. In da to približam ljudem, znanost za ljudi. Bravo, na preprost način, to ti bo vedno rezoniralo z ljudmi. Najdejo te pa kje največ si aktivna na Instagramu? Največ na Instagramu, ja. Znanstvenica.si imam tudi spletno stran, tako. Ok, to še vse bomo dali v opis. Top, ful hvala, velja. Pa nekaj ti bom predlagal, nočem zdaj, ker te moramo vprašati, če si za, nekaj ti bom predlagal, da narediva skupaj, pa da dava v svet nek povzetek. Wow. Ja, če boš zano. Seveda. Drugače pa, jaz upam, da si uživala. No? Jure, hvala, da si ustvaril to platformo. Res lahko si ful ponosen na se, ustvarjaš en let in trgaš. Res, hvala ti srca in da povabiš tudi navadne smrtnike, a veš. Hvala za to, ampak jaz hočem širiti zdravje v pravem pomenu besede. Ogromno mi pomeni zdravje, meni in upam, da vsem. In nas ne rabi biti strah, da ga bomo zgubili. Sam pač nekaj moramo narediti. Problem je, da ne vemo kaj. In to danes je pomagalo marsikomu, vsaj meni. Si ful povedala, razbila par mitov in zato sem ti hvaležen. Hvala ti. Tako da upam, da bojo tvoji sledilci, ki tole poslušajo, uživali. Upam, da bojo pustili kakšen komentar. Res me zanima, kako ste Teo mogoče še malo drugače spoznali. To je pa to, no, po moje. Hvala ti, no. Hvala tebi.